leta in leta smo pač čakali in se borili, da smo prišli do te točke, na kateri smo dokazali tisto, kar smo govorili prvi dan, ko se je ta postopek začel, to je leta 2006. To pomeni, da je že cel postopek zgrešen. In občutki, ki jih doživljamo, so pravzaprav nepopisni, ko se probamo spomniti, kaj vse je bilo potrebno, da v tem času dokažemo na nek način tako preprosto resnico, ki je bila prvi dan isto preprosta, kot je danes preprosta. Ampak skozi to moglo priti, je bilo dosti težje, ker smo na začetku mislili, ampak bistveno pa je, da smo že takrat prvi dan bili odločeni, da gremo do konca. Tako da, ne glede na to, da nismo vedeli, kaj nas čaka, odločitev naša pa bila, da gremo do konca. No in kako zdaj ta odločitev iz pravnega stališča gledano, kaj to pomeni, bi zato seveda prosil naše pravne zastopnike, gospodino Janeza, in zato bi jaz njim predal besedo, da mogoče najprej ona obrazložita, kaj pravzaprav ta odločitev MOP-a v tem trenutku pomeni. V odvetniški pisarnici Darke Mečič, ki je pomagala Ekokrogu in vsem ostalim v tej bitki, smo izredno veseli, da je do te odločitve prišlo. Kaže na to, da se institucije dejansko premikajo, da obup, ki ga čutimo nad pravno državo, morda le ni popolnoma utemeljen in da obstaja pot in upanje, da se bodo stvari izboljšale. Odločba, ki smo jo prejeli, je izjemno utemeljena. Nekdo si je moral vzeti zelo veliko časa, da je to vse preštudiral, preanaliziral in očitno neodvisno in nepristransko odločil na edini možen način, se pravi, samo tako je bilo pravilno odločiti in veseli smo, da se je to zgodilo, ker kaže pomemben premik v glavah ljudi, ki o teh stvareh odločajo. Konkretne zadeve v povezavi z odločbo pa bo povedal kolega Stušek, ki je na celotni zadevi tudi sam najbolj intenzivno delal. Glejte, ta odločba, tako je odvetnica Nina povedala, je zelo korektno, obsežno obrazložena. Da pa 22 strani odločbe strnem na dve bistvene zadeve, je pa to, kar se je že Ekokrog ves čas boril. In to je, da se napravo obravnava kot novo napravo. In cela zgodba oziroma utemeljitev te odločbe temelji na dveh dejstvih. Se pravi, da je ta sprememba dnevne količine proizvodnje in sosežig odpadkov pomenita dve okoliščine, ki definirata to napravo kot novo napravo. To pa za sabo potegne situacijo, kjer je potrebno iti v pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pod drugačnimi pogoji kot za obstoječo napravo, pod strožjimi pogoji, in to je v bistvu celotno bistvo zadeve. Zdaj, kar se tiče ostalih, kako temu rečem, samega izreka odločbe, ki pomeni, ki vrača odločanje na prvo stopnjo, se pravi na ARSO, je tudi ta zadeva zelo korektno odločena, saj v nasprotnem primeru bi to pomenilo na nek način res judikata, že odločeno, pravnomočno odločeno v stvari in v bistvu bi Lafarge postavljen v neko pad pozicijo. Tako da Lafarge ima zdaj vse možnosti, se pravi, da spelje postopek tako, kot Ekokrog ves čas trdi, se pravi, v skladu s transparentnim postopkom kot za napravo, kot novo napravo. Na kratko.